O korektnosti in politični higieni še imamo eno vprašanje, ker tik pred prvim krogom volitev smo v nabiralnike novinarji dobili kar nekaj pošte, nekaj očitkov, denimo, da kakšen svetnik preko obvoda tiska občinsko glasilo, pa da določen svetnik ima v najemu prostor sedaj na prazničnem Celju, pa tudi Celjsko kočo, pa da vaša žena, gospod župan, sodeluje z zdravstvenim domom, pa da vi, gospod Kovač, ki ste svetnik, redno sodelujete z Muzejem novejše zgodovine Celje, katere ustanoviteljica je občina. Tako da, kako pa vidva to komentirata, no? Takšne očitke, ko vam ste tudi gotovo kdaj prišli na ušesa? Kolikor jaz vem, moja žena hodi v zdravstveni dom, če je bolana, da je kakšno drugo sodelovanje imela tam, prvi slišim, ampak jaz... Projekt dolgotrajne oskrbe so najbrž imeli v mislih, takrat je tudi naša žena sodelovala pri projektu dolgotrajne oskrbe, ki je mimogrede že zaključen, ja. Vsi, ki upravljamo javne funkcije, imamo omejitve in seznam je tako na občini kot na KPK, s kom kdo ne sme sodelovati, ne tudi s kom občina ne sme sodelovati. Jaz trdim, da jaz v nobenem primeru nisem kršil teh omejitev in tudi moja soproga ne. Mimogrede, samo pod vprašanje se dam potem vam besedo, ampak dolgotrajna oskrba, ko sem jo ravno omenila, to je projekt, ki pa se ne sofinancira več z državnih virov, so pa določene občine, Krško, mislim, da ravno, ko ste ga tudi vi prej omenjali, ki pa to še pelje naprej, v Celju pa tega ne peljemo več. Torej, ona občina sama financira ta projekt še naprej. V Celju se zato niste odločili, zakaj? Projekt dolgotrajne oskrbe je bil projekt, ki ga je izvajalo veliko subjektov, ne samo zdravstveni dom, mislim, da je bil tudi razširjen na Koroško. Vem, da je bilo v Celju cel kup pravnih subjektov vključenih, ampak jaz neposredno pri tem nisem sodeloval. Mi smo pričakovali, ker se nazadnje smo zdaj odločali o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ta projekt je bil pilotni projekt v Celju. Ja, to je bil pilotni projekt, ampak hočem reči, da v Krškem so to nadaljevali, ampak da pač plačujejo iz občinskega proračuna. V Celju se zato niste odločili. Mi imamo v Celju na tem področju, recimo, kar je zelo podobna storitev, pomoč na domu. Dvakrat bolj obsežna kot nam primerljive občine Kranj ali pa Koper. Zato damo veliko sredstev, 75% teh stroškov pokrije mestni proračun. So v proračunu tudi neke omejitve. Mi pričakujemo, da bo ta projekt prej ali slej, verjetno v Krškem niso imeli te storitve razvite, pomoč na domu, da bo prej ali slej država to naredila. Jaz mislim, da je to dobra stvar za starejšo populacijo. Hvala. Vaš komentar še čakamo, ja. Jaz zakonitosti ravnanj drugih politikov ali pa integritete njihove ne nameravam komentirati. Lahko samo povem, da je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v določili glede delovanja mestnih svetnikov, sodelovanja mestnih svetnikov z mestno občino jasen in da to ni dovoljeno, tako za same svetnike kot za njihove družinske člane. In tudi sam nikoli nisem z mestno občino sodeloval. Z Muzejem novejše zgodovine pa sodelujem že iz časa, preden sem postal svetnik, že tudi v različnih drugih oblikah, skozi različne projekte. In vse, kot ste sami povedali, z javnimi zavodi, seveda sodelovanje je dovoljeno, dopustno, konec koncev, kam pa bi prišli, če bi prepovedali poslovanje znotraj lokalnega okolja. Župan, pa se najbrž zadeva obrniti. Kot župan, seveda, mislim, da ne poznam točnega določila in člena, ampak ne moreš več delovati, konec koncev pa mislim, nameravam to funkcijo upravljati poklicno in svoje podjetje pač zapreti oziroma prepustiti.